Dober dan. Evo mene nazaj. Dejansko mi je ratalo narediti v roku enega tedna nov vlog za špartansko dirko oziroma špartanski tek. Danes bomo govorili v bistvu o planu prehrane oziroma prehrambenem režimu, ki se ga bom držal zdaj, ko treniram za špartanski tek. Zdaj ne bo neki ful drugače, kot pa kar jem zdaj. Edino, kar se bo spremenilo, je, da se bojo kalorije še malo povečale, pa da bom mogel mogoče malo spremeniti razmerje makrohranil, glede na to, da zdaj so treningi veliko bolj glikolitične narave oziroma takih, da pokuriš več ogljikovih hidratov na treningu. Ok, zdaj prej da začnem. 4 najpomembnejše stvari pri planiranju prehrane oziroma pri planiranju prehrane za športni performance. Da zaužiješ dovolj kalorij, da podprejo tvoje dnevno porabo oziroma tvoje dnevne potrebe, da izbiraš prava hranila, da je kvaliteta hranil, ki jih vneseš v sebe, pač najboljše, kakor lahko dobiš. Se pravi, ne vem, McDonald'sov hamburger ni isti, kot pa burger domač, ko ga dobiš od neke prostopašne govedine. Tudi če so kalorije enake, ni čisto isto. Pa četrta stvar je pa, po mojem mnenju, seveda, pomembna, kdaj ješ. Predvsem, kar se tiče ogljikovih hidratov, ko se gre iz vidika, da ti glikogen refil, se pravi, da ti mišice nazaj nafilajo se s cukrom oziroma z ogljikovimi hidrati, da imaš energijo za naslednje treninge. Ok, zdaj pa prvo gremo na moje količine. Na dan moram zaužiti minimalno, zdaj bom šel v povprečje, se pravi, en dan je malo več, drug dan je malo manj, ampak povprečje je 4900 kalorij na dan, moram zdaj zaužiti. Imam 2 treninga, pa itak porabim še dnevno aktivnost, pač kalorije, ko so, se pravi, ko imam stranke, ko hodim levo, desno, ko delam stretching, karkoli, pač. Se pravi, celodnevni vnos kalorij mora biti tam 4900 kalorij približno na dan. Od tega imam 1,2 do 1,4 grama maščobe na kilogram telesne teže. Imam 2 do 2,2 grama na kilogram telesne teže beljakovin, ostalo pa pokrijejo ogljikovih hidrati. Se pravi, to, koliko še fali do 4900 kalorij, rečemo pač, da 4900 kalorij pokurim, toliko zafilajo ogljikovih hidrati. Iz vseh hranil, se pravi testenine, polnozrnate testenine, toast, polnozrnat toast ali pa navaden toast, krompir, največ krompir, pol malo nekaj tudi riža, vse zberam, se pravi, imam in polnozrnate stvari in bele oziroma nepolnozrnate stvari, enostavne ogljikove hidrate, zaradi tega, ker je ob določenih primerih oziroma določen čas, se pravi pred treningom, je boljše jesti enostavne ogljikove hidrate, zato ker se to ne rabi ubadati z vlakninami oziroma drugimi hranili, ki jih vsebujejo polnozrnati ogljikovi hidrati. Maščobe so v bistvu še bolj pomembne zaradi tega, ker se jih veliko kdo izogiba, predvsem od športnikom, ali pa je sicer glih obratno, da se hidratov izogibajo, ampak rečemo, da se zdaj maščobe izogibamo. Zakaj ni fajn, da se maščob izogibamo? Prva stvar je, maščobe pa holesterol zadolžene za hormonalno delovanje oziroma določene hormonalne procese. Pomembne so tudi za sinaptično delovanje, za delovanje mielinske ovojnice, ki je v bistvu, če si predstavljaš, mielinska ovojnica je v bistvu zaščitna ovojnica, ki obdaja naše živce. In zaenkrat je ful malo stvari, ki dejansko obnavljajo poškodovane mielinske ovojnice. Ena izmed njih je na primer Lion's Mane, goba, medicinska. Druga je vadba pa spanc, ki sproščata v bistvu, reče se Brain Derived Nootropic Factor. Brain Derived Nootropic Factor v bistvu sprošča pol Nerve Derived Nootropic Factor, ki pa je v bistvu dejansko rastni hormon za živce, no. Pač za mielinske ovojnice, za mišične povezave, za živčno mišične povezave. Se pravi, ja, maščobe so ful pomembne isto, kot pač ogljikovi hidrati pa beljakovine. Zdaj, kaj je poanta beljakovin, da jih zaužiješ mislim, da jih jaz zaužijem 2 do 2,2 grama na kilogram telesne teže, je predvsem iz vidika obnove mišičnega tkiva, je pa seveda tudi pač druga stvar, da aminokisline, še posebej esencialne aminokisline, ko jih telo samo ne more predelati in jih moramo vnesti hrano, predvsem živalsko hrano v telo, pač telo za delovanje nujno potrebuje. Zdaj, dve najpomembnejši stvari, ko gradniki, ki so aminokisline vplivajo na njih, sta imunski sistem pa dejansko zgradba celic. Se pravi, če nimamo kvalitetnih aminokislin oziroma vnosa kvalitetnih aminokislin, pol bo tudi kvaliteta naših celic pa kvaliteta našega imunskega sistema slaba, kar pa v bistvu vpliva na čisto vse, kar se dogaja v našem telesu oziroma kaj se dogaja z našim telesom. Ogljikovi hidrati so pa to sem že v bistvu prej razložil, da so enkrat je v bistvu boljše, da ješ polnozrnate, v določenem času je pa boljše, da ješ nepolnozrnate. Se pravi, enostavno ogljikovi hidrati, ki ne vsebujejo nekih vlaknin oziroma nekih ovojnic, tako na primer polnozrnat riž, ki v bistvu
je fajn, se počasi sprošča glukoza v telo, ampak ni pa fajn zaradi tega, ker telo porabi več energije, da izlušči tisti riž iz une ovojnice, naprimer. In pač, naprimer, da greš ti na trening, pa poješ prej polnozrnat riž, bo telo imelo večje težave, da izlušči tam glukozo ven iz polnozrnatega riža in boš pač imel malo manj optimalno delovanje mišic, zaradi tega, ker bojo malo težje doble glukozo. To zdaj v bistvu govorim o procentih, pač to je zdaj, ne vem, pač izkoristek glukoze bo za 10% manjši, ne vem, to zdaj na pamet govorim, ampak bo malo slabši, pa mogoče bo malo več krvi v prebavilih, ti pač med treningom rabiš kri v mišicah, ne. Zato jaz pač raje posegam po enostavnih ogljikovih hidratih pred treningom, pa tudi bolj paše mi glede na težo, kako se počutim. Pač ko treniram, v trebuhu težo. Enostavni ogljikovi hidrati so fajni tudi pred spanjem, zaradi tega, ker pač to je zdaj dokazano, da ko mi zaužijemo ogljikove hidrate, predvsem enostavne, se itak sprošča glukoza v krvi in se pol tudi sprosti inzulin, zaradi tega, da pač lahko regulira tisto glukozo. Tretja stvar pa je, ko se še sprosti, je pa naprimer serotonin. In serotonin je v bistvu tak hormon, ne glih hormon sreče, ampak hormon, ko te pomerja, se fajn počutiš, ko nekaj poje. Zato velikokrat po neki pašti ali pa ne vem, neki pici ali pa nekaj takega, ko ti pač rukne serotonin kri v prebavila, postanemo zaspani. In to je naprimer pred spanjem ful fajn, zaradi tega, ker sem ugotovil, da pač zdaj odkar si spanec merim, kar je že kar dobre 2 leti pa pol. Če pojem enostavne ogljikove hidrate pred spanjem, imam več globokega spanca, bolj naspan se zbudim zjutraj, skratka pač kvaliteta spanca se izboljša. Se pravi, pred spanjem pa pred treningom jem enostavne ogljikove hidrate. Ok, zdaj pa po treningu. Po treningu v bistvu imam regeneracijski shake, ko si ga zmešam sam. Zdaj treningi itak taki, ko so, temeljijo bolj na glikolitičnem delovanju, se pravi, pač telo porabi ful več ogljikovih hidratov kot prej. Zdaj v bistvu v slabih 2 urah naredim veliko večji volumen kot pa prej. Naprimer, če bi rekel počep. Zdaj imam en trening, ko naredim pač v enem treningu, poleg drugih stvari še počepa, ne, in počepa naredim 150 ponovitev z 40 kilami. Prej, da sem pa začel naprimer trenirati za špartanski tek, sem pač bil bolj osredotočen na moč, ker pač mi vzdržljivost v moči ni bila tako pomembna, ker niti nimam mi zakaj biti, in sem se pač bolj osredotočil na malo manj volumna, ampak večje teže, zato ker sem hotel mišično aktivacijo. Sicer to bom tudi pustil not, ampak o tem bomo drugič govorili. Hotel sem samo povedati, da pač po treningu pokurim tudi več ogljikovih hidratov in izpraznim več glikogena iz mišic, ki se pač porablja med vadbo, če ga imaš dosti nafilanga. In zdaj, po treningu je pa pol potrebno spet poskrbeti za dobra hranila, ogljikove hidrate predvsem, in o tem bom pa v bistvu zdaj govoril. To je stvar, ko sem se hotel zdaj osredotočiti. Mi imamo po treningu približno 20 minut časa in temu času se reče okno priložnosti. Zdaj, da že takoj na začetku razčistimo. 2 različni stvari sta. Okno priložnosti pa anabolno okno. Zdaj, za anabolno okno je bilo že večkrat dokazano, to se predvsem osredotočajo bodybuilderji, ko hočejo povečati mišično maso, da načeloma ni razlike, a ti ješ po 20 minutah po treningu beljakovine ali pa jih ješ v roku 2 ur oziroma ure pa pol. Važno je celokupni vnos beljakovin čez dan, pa itak kvaliteta hranila, ne, ampak ni toliko važno, da takoj po treningu poješ beljakovine, zato da se ti bojo mišice več zgradile. Pri oknu priložnosti je pa fora, da se gre za nafilanje glikogena v mišice nazaj. Zdaj, med skoraj nobenim treningom, razen če bi res ful dolgo trajal, kar mislim, da je še ne zdržim, ne izprazneš glikogena 100% iz mišic. Vsaj pri takem tipu, ko jih jaz delam. Se pravi, pač kolesarje, naprimer, ali pa neko greš Tour de France 160 km na tempo, itak, da boš izpraznil verjetno večino, ne? Ampak rečemo, da jaz ne izpraznim vsega glikogena. Je pa pomembno, zaradi tega, ker imam 2 treninga na dan, da čim prej, kolikor se da, nafilam glikogen nazaj, kolikor se ga da nafilati, zato da bo za drug trening vredno. Ker če bo vsak trening malo manj glikogena, ko je bilo prej, bom enkrat, ne vem, po 5-6 treningih, kar pride do srede, brez glikogena, kar pa tudi ni fajn, ne. Načeloma se glikogen, ki ga izprazniš, lahko nafila v 8 urah nazaj, ampak med treningi jaz nimam 8 ur cajta. Gledam, da ga imam vsaj 5 ur, imam ga tam od 5 do 6, ponavadi, se pravi, rabim za vsak slučaj, da ne bi prišlo do česarkoli, do izpraznitve glikogena, do kakšne poškodbe, se zavarujem in izkoristim odprto okno, kjer pa je dejansko pokazano, da se lahko, če popijem takoj po treningu ogljikove hidrate z nekaj beljakovin,
se mi lahko nafila do 20% več glikogena v mišice, ko pa če počakam 1 uro oziroma 1 uro pa pol jem nek obrok. In o tem, kaj popijem po treningu, bom govoril v naslednjem videu oziroma vlogu, ko bom govoril v bistvu pri workoutu pa regeneracijskem šejku. Zdaj pa to, ko sem se že malo prej dotaknil, je pa količina kalorij, ko jih moram zaužiti in problem, ki nastane pri tem, pač da ne jem glih zdaj nekega junk fooda, kjer lahko hitro nafilaš kalorije, je to, da moram zaužiti 4900 kalorij, ki so pa v bistvu kvalitetna hranila. Zdaj pa ne govorim o zdravi pa nezdravi hrani, ker zdrave pa nezdrave hrane načeloma ni, so bolj kot ne navade, to sem itak že 100krat povedal, bom še 100krat povedal. Je pa fora, da mi na primer včasih ne rata poješ 4900 kalorij v celem dnevu, glede na to, da imam preveč strank oziroma več strank, pa 2 treninga na dan, pa ne vem, drugo delo, se pravi, mogoče mi rata tam 4500. To bi načeloma na dolgi rok lahko pomenilo, da je večje tveganje za poškodbe, kar kažejo tudi raziskave. Bom dodal od Spoznaj prehrano en članek, ko so ga napisali, kjer so v bistvu razložili, zakaj pa kakšni so mehanizmi, da je večja možnost za poškodbe, če je kalorijski vnos nezadosten. Jaz še vedno mislim, da kalorije so itak 80% vsega, kar hočeš doseči, ali povečati maso ali znižati maso, je pa ful važna tudi kvaliteta hranil. Je razlika, a ti dobiš meso iz, kar naj bo primer McDonald's, meso iz McDonald'sa ali pa isto meso z isto kalorijami, z isto maščobami iz domače reje, neke proste reje, karkoli. Pač da bo res najboljša kvaliteta, pa ne slabša kvaliteta. Je res, ima isto maščob, ima isto beljakovin, ima isto ogljikovih hidratov. Nima pa isto aminokislin, nima isto omega 3, nima isto omega 6, nima isto kvalitetnih aminokislin. Se pravi, bi dejansko poskrbeli samo za količino kalorij, ko bi jih vnesli v telo. Ne bi pa poskrbeli za tiste mikro oziroma makrogradnike, ki jih pa dejansko telo pol porabi. Se pravi, kvaliteta je tudi važna. In jaz sem se skozi leta treninga vidim, da je veliko boljš, če poskrbim za kvaliteto, tudi če je kalorij zaradi tega malo manj, ko pa da grem kar nekaj zdaj samo zaradi tega, da bi tiste kalorije nafilo, ker so prazne kalorije, dejansko obstajajo prazne kalorije. Zdaj, če govorimo samo o telesni masi, se pravi gr pa dol, da bi radi shujšali ali pa se zredili, tam načeloma ni važno. Tam so važne kalorije v 99%. Tu, ko se pa gre za počutje, za performance, za optimalno delovanje našega organizma, so pa prazne kalorije, pa so boljše kalorije od slabših kalorij. To me pa noben ne bo prepričal zaradi tega, ker iz raziskav vidimo, kaj se dogaja, iz prehranjevalnih navad vidimo, kaj se dogaja, pač teda ja, to sem mogel zdaj pač še razčistiti. No, v bistvu na kaj sem hotel pa zdaj napeljati, je pa to, da včasih pač, ker pač mi ne rata pa je 4500 kalorij oziroma 4900 kalorij, glih zaradi tega, ker so na primer določena hranila pač ful nasitna. Se pravi, testenine, za mene osebno so testenine veliko bolj nasitne kot pa krompir. Čeprav je krompir ena izmed najbolj, če ne celo mislim, da je najbolj nasitno hrana na svetu, ampak med tem, ko ga ješ, ne poješ dolgo zraka zraven, ko pa zraven nekih testenin. In mene krompir v trenutku hrane na manj nasiti. In lahko pojem več oziroma vnesem več ogljikovih hidratov v telo, s tem tudi več kalorij, s tem tudi več hranil za moje telo. Zato je v bistvu moja taktika na dan, ko vem, da bom mogel malo manj pojesti, ful reč posegam po krompirju. In se je zdaj zgodilo, da ko sem začel trenirati za špartansko dirko oziroma špartanski tek, sem ful več krompirja pojem kot pa prej. Tu pa tam sem zamenjal krompir za riž, tu pa tam sem zamenjal krompir za testenine. Dejansko zdaj večino hidratov pridobim iz krompirja, pa iz čokoladnega mleka, ko je pa v bistvu po treningu, v šejku, o tem bom pa itak govoril naslednjič. Zdaj pa kako poskrbim še za vitamine pa minerale, ker zdaj niso samo pomembne samo beljakovine, ogljikovih hidratov pa maščobe, pomembni so tudi mikrohranila, ki so, v bistvu pri mikrohranilih se vse začne. Mikrohranila, če jih ti imaš, boš lahko dejansko metaboliziral makrohranila. In na to ljudje pozabljajo. Pač važno, da so zadostili beljakovinom, ogljikovih hidratov in pa maščobah noter v MyFitnessPalu, pozabijo pa pogledati, koliko so dobili cinka, koliko so dobili magnezija, koliko so dobili železa, koliko so dobili vitamina D, vitamina C. In moja taktika, da se najbolj zavarujem, je, da prva stvar je, ne rabim slediti oziroma meriti, koliko sem česa pojedel, če se zdaj pogovarjamo o vitaminih pa mineralih, to sem si testiral na krvi, je, da pojem enkrat do dvakrat na teden 150, če jem enkrat na teden je 300, če jem dvakrat na teden je 150 gramov govejih oziroma telečjih jetrc. Jetrca so dejansko naravni multivitamin. Pač
80% 80% najpomembnejših vitaminov pa mineralov lahko dobiš iz jetrc. Pa itak iz mlečnih izdelkov dobiš še ostale, imam dejansko pokrite vitamine pa minerale. Druga stvar, ko je potrebno povedati pri vitaminih pa mineralih, se pravi pri mikrohranilih, je to, da ni zdaj toliko važno, da mi vsak dan zadanemo dnevno količino, ki je predpisana strani FDA, ampak vitamini pa minerali so, večina jih je, da se lahko nalagajo. Se pravi, če jaz v ponedeljek pojem eno solato, ko si jo sam naredim, ko vsebuje radič, korenček, kislo zelje, čebulo, česen, bučno olje, kis, sol. Se pravi, poskrbim dejansko za večino vitaminov pa mineralov, ko jih rabim v telesu, kar jih lahko dobimo iz rastlinskih virov. Ampak je to taka količina, da je na primer 400 ali 500% dnevne količine, ko bi jo kao telo rabilo, da deluje optimalno. To pomeni, da bo meni tiste 500% držalo dejansko skoraj za 3 dni. To ne pomeni, da jaz pojem en dan pomolj, pa drug dan se pa to vse resetira. To se nalaga. To je malo drugače kot pri beljakovinah, ogljikovih hidratih pa maščobih. Malo drugače. Isto velja za jetrce, ko dobiš predvsem aminokisline pa vitamine, nekaj mineralov. Isto, 2krat na teden je dovolj, celo enkrat na teden je dovolj, da poskrbiš, da je na koncu tedna krvna slika taka, kot je treba. Sem se že testiral, da sem jedel 20 dek jetrc v ponedeljek, pa sem to jedel 3-4 tedne, 5 tednov, in sem imel, konc tistih 5 tednov sem dal kri, pa sem imel normalne nivoje vsega, kljub temu, da sem treniral 2krat na dan. Pol sem jedel pa 2krat na teden, se pravi ponedeljek sreda ali ponedeljek četrtek, sem jedel pa isto 30 dek 2krat, sem imel pa prevelike količine. Se pravi, to pomeni, da dejansko, če se bojimo, da bi prišlo do kakršnega koli deficita, je 150 do 200 gramov telečjih oziroma govejih jetrc na teden dosti, da poskrbimo za določene minerale pa določene vitamine za celotedenski vnos. Isto velja na primer za brazilske oreščke, ko imajo ogromno cinka. 3 brazilski oreščki na dan so dejansko dosti, da dobimo skoraj 100% cinka, ko ga rabi naše telo za tisti dan. Jaz jih pojem 12 v pre-workoutu, se pravi, imam dejansko za 4 dni dosti cinka, ker to ne gre kar tako ven. So določeni vitamini, ki so topni vodi in itak grejo ven pa net, ampak jih lahko dobimo in jih dobimo pač čez dan lahko normalno skoraj kakršnokoli prehrano. Ok, zdaj pa še čisto na koncu, ko sem itak razpotegnil tudi video, 2 stvari. Kako si olajšam vnos ogljikovih hidratov, pa kako si olajšam, ko imam probleme, da naprimer jutranji trening, ko je ful zgoda, me matra, če prej kaj velikega pojem, oziroma ne rabi biti niti veliko, naprimer za mene je preveč že 2 jajci pa en toast, ali pa 1 jajca pa 2 toasta, to me že matra, se mi že riga grz in mi pač ne paše. In zdaj 2 taktiki, ko jih jaz uporabim. Prva, za ogljikove hidrate. Najbolj mi pomaga, če si, ne vem, zraven krompirja ali pa zraven testenin, odvisno kaj je moj izvor oziroma kaj so moji ogljikovi hidrati, naredim omako. Zraven krompirja je itak ponavadi ali grški jogurt ali pa od stejka začimbna vodica in mi ful pomaga, ful več krompirja lahko pojem s tem, zato ker je bolj okusen, ker pač imam rad začimbe. Pač pri testeninah je isto, pri testeninah je pač omaka, si naredim naravno omako zraven in ful lažje pojem večjo količino testenin. Pri treningu je pa v bistvu tako, da si pred treningom vzamem samo 5 do 10 gramov esencialnih aminokislin, 1 žličko meda pa 1 žličko kokosovega masla oziroma kokosovega olja, pač v trdi obliki. In to v bistvu poskrbi, to je zdaj moja teorija, če si malo prilagojen na ketone, ne da si v ketozi, rahlo mogoče celo sem, ampak glede na to, da že 1 leto pa pol delam tudi delno postenje dejansko vsak dan, mislim, da sem se malo prilagodil na ketone, pa tudi vidim, da lahko delujem in na glukozo in na MCT olje, ni neke razlike. Ampak to jaz opažam pri sebi in to je moja teorija. Pred treningom dejansko kuriš in ketone, s tem, ko vneseš MCT olje in glukozo. Zdaj to je dejansko zdravstveno stanje, ko ne vem točno, kako se mu reče, ki načeloma ni glih fajn, da imaš naenkrat v krvi povišane in ketone in glukozo, ampak med treningom bom to porabil in jaz do zdaj še nisem imel težav, je pa ful lažje. Naprimer, prejšnji teden, ko sem začel trenirati, sem dejansko testiral, sem pojedel jajce pa krompir, jajce pa toast in šel na trening, sem imel cel trening probleme, ker se mi je spahvalo. Tet teden, včeraj, sem pojedel pa to, kar sem rekel, se pravi 10 gramov esencialnih aminokislin, po moje 5-6 gramov meda gozdnega, pa 1 žlička ta mala, čajna, MCT olja oziroma ne MCT olja, ampak kokosovega masla.
malo drugače. In dejansko celo več energije sem imel, ampak to zdaj ne bom govoril, ker je itak lahko odvisno od to počutja, ampak je bilo isto energije brez spahovanja in sem ful lažje oddelal trening, pa med treningom sem se počutil isto oziroma malo boljše. Se pravi, to je ena taktika, ko jo lahko kdo sproba, če mu pač paše. Ok, mislil sem, da bo malo krajši video, ni mi ratalo, sem pa povedal vse, kar sem hotel. Ja, to je to. Še enkrat, da omenim sponzorje, upam, da sem vsak video da ne bom pozabil omeniti sponzorjev. Glavni sponzorji za špartanski tek je itak Alpha Gym, oziroma Alpha Gym Andraž Kavka. Potem imam pa še druge 3 sponzorje, so še pa vedno Čajnica čaj, Feng Cha trgovina, pa Esenca magnezijevo olje, ko sem ga pa zdaj 12 dni treniram, od tega sem se 10 dni mazal, zaradi tega, ker imam nenormalen muskel fiber, ker nisem navajen na vzdržljivost moči in me 40-kilski počep ubije. Teda, to je to. Naslednjič bom govoril o mojemu pre-workoutu, pa o mojemu regeneracijskemu šejku, pa zakaj jaz mislim, da mi to pomaga že 6 let, ker že 6 let dejansko delam isto. To je to. Hvala za ogled. Videl sem, da smo prišli čez 200 followerjev na YouTubeu, kar je carsko. Ko sem začel, sem jih imel 60, pa ful dobivam fajne komentarje, še posebej zdaj za te zadnji video. Ljudje mi pomagajo pri določenih algoritmih na YouTubeu, da se mi mogoče moj video malo več kaže. Hvala še enkrat za to. To je pa to, ja. Klikni like, če ti je bil video všeč, komentiraj, če misliš, da bi mogel še kaj povedati, če te še kaj druga zanima, da mogoče ti se tudi pripraviš na Spartan Race, pa da dobim kakšno idejo za vlog. Pa itak, dej, naroči se na kanal, da boš videl video, pa meni ful pomaga, zaradi tega, ker bom vsaj videl, da koga zanima, pa YouTube bo pol meni tudi pomagal malo z nasveti. Pa ko enkrat prijemo do 4000 subscriberjev, bo pa tudi content lahko malo boljši, ker bom lahko tule lepo vmes videe, pa to, pa bo malo boljši. Ok, hvala lepa, ne več naklada.